Tako, lep pozdrav v imenu območnega združenja Rdečega križa Brežice. Kot verjetno spremljate v medijih, časopisih, je v mesecu septembru in oktobru potekajo aktivnosti vezane na Svetovni dan prve pomoči in pa Svetovni dan oživljanja. Tako je nekako tudi prišla pobuda strani območnega združenja in stičišča nevladnih organizacij v Brežicah, da bi se organizirale po krajevnih skupnostih delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, ker vsi vemo, da je v brežiški občini v krajevnih skupnostih namečenih veliko defibrilatorjev, vendar ni koristi od njega, če ga ne zna oseba, ki do njega pride, pravilno uporabljati. Zato smo poprosili našo prostovoljko, gospod Majdo Krošelj, ki je vsa svoja leta do pokojnine delala na intenzivnem oddelku bolnišnice Brežice in je prava oseba za to, da vam demonstrira, kako se oživlja z uporabo defibrilatorja. Ja, mesec oktober je mesec prve pomoči in v ta namen smo na območnem združenju Rdečega križa Brežice organizirali kar nekaj dogodkov. Te dogodke smo potem posledično povezali še tudi s praznovanjem občinskega praznika. Tudi 16. oktober obeležujemo dan oživljanja, Svetovni dan oživljanja in v ta namen smo skupaj z nevladnim stičiščem, Zavodom Dobra družba, organizirali ta dva dogodka in sicer delavnice na temo temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja. Obe delavnice, tako petkova delavnica, ki je bila organizirana na Obrežju, se pravi, organizirali smo za ta tako imenovani krajinsko stran in pa danes imamo pa to za ta štajerski del občine Brežice in sicer namenjena je tako vsem prebivalcem, občanom občine Brežice, kot tudi namenjena prostovoljkam in pa prostovoljcem Rdečega križa, da ozavestimo, da se naučimo, da vemo, kako ukrepati, če najdemo nezavestno osebo, kako uporablja defibrilator in to. Tako da to je res ena taka vsesplošno znanje, ki ga rabimo vsak posameznik, kajti z prvo pomočjo se je marsikdo od nas srečeval takrat, ko smo delali izpit za avto. Z odzivom smo zadovoljni, tako da bi pa lahko se še več občanov udeležilo, ampak glede na to, da je veliko dogodkov, tako da počasih prihajamo. Zadovoljni smo pa tudi s tem, da se bo predmet prve pomoči na nacionalni ravni vključil tudi v urnik osnovnošolskega izobraževanja. In s tem bomo potem mogoče lažje ta razkorak, da bomo že otroke, že mlade privzgajali oziroma jih učili o pomenu prve pomoči, o pomenu teh postopkov in pa seveda na splošno o dajanju prve pomoči. Zdaj, ravno kar v četrtek smo imeli odmevno akcijo oziroma odmevni dogodek na temo darovanja organov. Z naslovom Podarjeno življenje je enako rešeno življenje. Imeli smo zelo zanimive goste. Bila je prisotna, dogodek je bil organiziran v okviru okrogle mize. Bila je prisotna primarika dr. Avsecova iz Slovenije Transplanta, ki se ukvarja oziroma ki delajo z presaditvami, ki iščajo darovalce, ki vodijo bazo darovalcev organov, se pravi organov po
darovalcev po smrti, kajti vsak posameznik se lahko odloči, se opredeli že za časa življenja, da bo svoje organe v primeru smrti tudi daroval. Potem zanimivi gost je bil tudi naš Globočan, stotnik Janko Kene, ki vozi Falcona, ki vozi na teh mednarodnih, kajti Slovenija Transplant je vključena tudi v evropsko verigo in je tudi vojska pristopila k tej akciji oziroma k temu projektu, da se ukvarjajo oziroma da izvajajo prevoze organov. Tudi on je imel zelo zanimivo pač iz tega vidika, kako se pripravijo na pot, kaj delajo, kako je potrebno vse to pripraviti, da so ekipe usklajene. Naši seveda letijo po organe drugam, kadar pač je ustrezno vse to medicinsko usklajeno. No, potem pa sta bila še dva gosta omizja, in sicer tudi Globočan Srečko Cizl, ki je pač dobil organ, dobil je jetra, povedal svojo izkušnjo, kako in tudi položil vsem na srce, da je pač potrebno iti pravočasno, ukrepati, tudi poskrbeti za svoje zdravje. Enako je tudi izpostavila tudi gostja omizja, ki pa Mihela Kosec, ki pa čaka na presaditev organa. Se pravi, bilo je tako čustveno doživeto, izpovedano, izpovedi, tako za medicinske stroke, kako se to naredi, kot na drugi strani, kaj posameznik preživlja, ko čaka na organ, ko pride do določene bolezni, in potem, kako se s tem sooča, kako potem z novim organom dejansko živiš. Nažalost, nismo dobili sogovornika, ki bi od svojcev, ki so darovali organe, ker je pač to zelo osebna tema, zelo težka tema in seveda z določenim odmikom časovnim, potem mogoče ljudje lažje spregovorijo. Ampak je to, da se sliši, da tudi ozavestimo, da se sprašujemo tudi, ali jaz lahko komu pomagam, oziroma če jaz potrebujem pomoč, ali bo kdo daroval tudi meni organ. Zdaj bomo imeli prikaz vajno, zato, da bi se upali pristopiti k človeku, ki se zgrudi, ki mu postane slabo. Ali pa če pridete v prostor, pa najdete nekoga ležati na tleh. Pomembno je, da ne greste mimo, da se upate pristopiti, da ne razmišljate, to bo pa naredil nekdo drug, da ne poznam, me ne zanima. Ali pa če se zgodi nekomu vašemu, pa vas zagrabi panika. Takrat to, kar boste slišali, si poskušajte zapomniti, spomniti se, kako postopati. Če se nekdo zgrudi in vi to vidite, takrat tudi vidite okolje, kje se je to zgodilo, če je kakšna nevarnost ali ni. Če pa stopite nekam in vidite nekoga na tleh, poglejte na hitro levo, desno, ali se je kaj zgodilo, ali je kakšna elektrika, ali je nekdo padel z neke lestve, ali so kakšne kemikalije. Tisti, ki pride pomagati, mora poskrbeti prvo za svojo varnost in za varnost tistih, ki bojo še prišli pomagati. Da ne bi vi zagledali zdaj človeka na tleh, slučajno neka elektrika, pridete do njega in poškoduje tudi vas. Prvo pogledate na hitro, kaj je, poskrbite za varnost in pristopite k tistemu, ki je na tleh. Pridete k njemu in rečete: gospod, kako ste? Me slišite? Če bo on od nekaj začel govoriti, ja, slabo mi je, takrat kaj naredite? Pogovarjate se z njim, poskušate ustanoviti, kaj, če mu je slabo, če ga kaj boli, in pokličete, če vidite, da rabi pomoč, pokličete reševalce, če se on odziva. In ostanete pri njemu, ga spremljate, ker se lahko to stanje spremeni. Če ga pokličete: gospod, kako ste? Ni odziva. Takrat pridete k njemu
date glavo tako in pridvignete brado. S tem sprostite dihalno pot. Lahko je nekomu slabo, je padel v nezavest in mu je zapadel jezik ali mu je zapadla proteza. Tako, pogledate, date glavo dol, če vam bo upihno zraven diha in pogledate prsni koš. Če on diha, takrat pa ni pri zavesti, ga damo v položaj nezavestnega. Zdaj je pa eno, pridite se. Neč hudga ne bo, lepo se mlešte, da bom pokazala, kako se obrnete v položaj. Obrnite, krčete. Evo ga, ona je v nezavesti in zdaj ga damo v položaj nezavestnega. Tisto roko, pri kateri ste, jo date gor, ta drugo damo sem, da bomo podprli tudi glavo, damo tole nogo prek, pokrčimo. Zdaj, ona se upira. Tisti, ki je v nezavesti, tisti je popolnoma mehki. Vete, to noge gre tako, primete in obrnete sem. Takole, lepo nogo dol, lahko popravimo glavo tako, da ima evo ga roko in takole v tem položaju ostane. Ko je človek v položaju nezavestnega, vi pokličete reševalce 112 in človeka ne zapustite. To je lahko samo faza pred srčnim zastojem. Ni rečeno, je pa možno. Zato ga spremljate, če on diha še naprej, ga pustite. Če slučajno vidite, da je neka diha, ga lepo obrnete nazaj in začnete, zdaj te obrnem na lutki to pokazala. Na lutki pokazala. Če pa on ni odziva, ne diha in ni odziva, začnemo z temeljnimi, prvo kličemo na pomoč. Ko prijete k njemu, kot odrasli osebi, ne diha, torej pomeni, da tudi nima akcije, kličete na pomoč, poskušate nekoga dobiti, ki vam bi pomagal. Če nekoga prikličete, začnete z postopki, vam bo je prikazala, prvo vam povedala, začnete z postopki masaže. Če nekdo pride in tisti, ki pride, pokliče 112 in pove, kdo je, kje je in kaj se je zgodilo. To so pomembne stvari, da vejo reševalci pride. In potem, če tista oseba, ki je prišla, če ve, kje je defibrilator, steče po njega. Če ne ve, ko boste vi poklicali 112, reševalci imajo zabeležene vse defibrilatorje, vam bo povedal, ki je najbližje. Ampak vi, ki ste edina oseba, ne zapuščate človeka, ne grete iskati defibrilator, ampak masirate. Ko ste poklicali reševalce, masirate. Kje masiramo? Masiramo v tej tretjini, to je med bradavicami. Tako damo roke tesno dol in začnemo z masažo. S telesom bližje in začnemo z hitrost masaže je 100-krat na uro. Ne na uro, minuto bi bilo malo prepočasno. 100-krat v minuti to delamo. Potem 30-krat masiramo in damo 2 upiha. Zdaj, ker so pač koronski pogoji, vam bom jaz pokazala samo oddaleč, tudi ne bomo, razen res prek folije, ker drugače bi bilo treba te lutke zamenjati pljuča. Kar se umetnega dihanja tiče, smernice so take. Veliko ljudi pravzaprav se boji pristopiti k človeku, ker ne želi izvajati umetnega dihanja. Ni, da ne bi izvajal masaže, ampak ne želi izvajati umetnega dihanja. In so napotki taki. Če želite izvajati umetno dihanje ali ne, izvajajte masažo. Masaža, masaža, masaža. To je prvo in prvenstveno. Ko masiramo, mi 30-krat, ko gremo na upihe, dvignemo glavo gor, stisnemo nos, tako, usta objamemo in upihnemo. Upihnemo, ne da bi tako upihnili.
To je preveč, ampak s čisto normalnim vdihom, ker če damo preveč zraka, ta ima upor v pljučih in gre ta zrak tudi v želodec. In če bi vi to ponavljali dolgo, želodec bi napihnili in bi začela izlivati se tekočina iz želodca ven, bi naredili slabo. Ne s prevelikimi pihi, ampak z malimi. Potem defibrilator vam bom še pokazala. Tisti, ki je šel po defibrilator, ga prinese. Tista prva oseba, ki je masirala, neprekinjeno masira. Masira. Ga da tle in med masažo, ko masira, damo nalepke, eno damo takole desno stran od spori, leva stran tlele dol od spodi, lahko jo damo tudi tako za strani. V glavnem, te nalepke morajo biti tako, da gre elektrika čez srčka. Čuvamo edin, merkamo, da ne gremo prek kablu. Ko boste uporabili pravi defibrilator, on ima noter škarje in britvico. Škarje uporabimo zato, ker moramo obleko, dobro, tale je bil enostavno, ne sem ga slekla, ljudje pa, kjer od vas bi se na hitro slekel, noben. Gospa ima srajco, do nje bi prišli hitro. Druge so pa vse bluze. In če bi mi si to dolgo slačili gor, to je vse predolgo, mora biti kratko. Vzamemo škarje v defibrilatorju, ker masiramo lahko prek obleke. Ko pa rabimo elektrode, se režemo. Potem pri ženskah to ne bi bil tak problem, pri moških pa malo bolj, ko imajo dlake. In elektroda prek dlak ne bo šla na kožo in ne bo dober prenos elektrike. Tako da tisti na hitrico pobrije, da elektrodo gor in potem te defibrilatorji imajo dva gumba. Ta je učni, ampak tudi pravi. Imajo samo dva gumba. Prvi je, ki ga prižgete. Zdaj gre to počas. Tisti masira, ne? Bomo pol naredili vajo skupaj. Ne dotikaj se prizadetega. Analiza ritma. Električni sunek je priporočen. Energijsko polnjenje. Ne dotikaj se prizadetega. Električni sunek je priporočen. Energijsko polnjenje. Ne dotikaj se prizadetega. Odmakni se od prizadetega. Pritisni tipko za električni sunek. Vse tako... Srčno-pljučno oživljanje. Evo ga, in zdaj on govori, da treba še masirati med tem časom naprej. Tako vse govori tudi pravi, ne samo ta učni, tudi ta pravi defibrilator. On vas vse vodi. Nič se ga bat, ker ljudje pravi elektrika strah. Edino, če je človek nekje, da je mokro, tistega je treba odstraniti na suho. Če je on moker, ga z nečem pobrišete, neko bluzo, nekaj imate, da ga pobrišete, ker voda je prenosnik. Edina, nevarnost, bom tako rekla, če je tam, če ste vi sami, ali pa če sta dva. Če je pa naenkrat veliko ljudi okrog, in zdaj vsi bi nekaj pomagali, tisti masira, drugi je prinesel tisti defibrilator in on to govori. Včasih tisti, ki masira, najbolj jaz rečem šef. Če bi nekdo, lahko bi se znajdel nekdo, ki bi rekel, zdaj pa tisto hitro dajmo in ko se še ne bi odmaknili proč, da bi nekdo na gumb, on sam ne sproži, ampak da bi nekdo pritisnil. Takrat, ko se izvaja, lahko, ker je masaža, se boste probali, kar dosti naporna in to rabi veliko energije. In je fajn, če se menjajo, da jih je več dela, ampak takrat, ko tisti en masira, nekdo še nekaj drug, ostali proč. Da vam med tem vi masirate, on pa ne bi tam ali pa bili poleg njega se držali, pa naj bi nekdo pritisnil. To je edina tista stvar, ki pa naj ne bo v vodi, ker voda je tako, to je tisto.
Potem edino, kar sem vam pravila glede vpihov. Edino pri utopljencu, pa pri otroku, je potrebno dati prvo vpihe. Takrat tam je pa potrebno obvezno dati vpihe. 5 vpihov, masaža 1 minuto, pa klic 112. Pri ostalih, če ste sami, pridete k njemu, preverite njegovo stanje, klic 112, ker je čist brez veze, če ste sami, pa če vi masirate, pa če ne pokličete reševalcev, da bojo oni prišli s terapijo in z drugim, vaš trud bo popolnoma zastonjski. To si zapomnite, kaj zdaj narediti. Preveriti, kaj je z njim, ustanoviti, poklicati pomoč, če ste sami, poklicati 112, če pa še nekdo je, ki bo poklical 112, pa začeti z masažo. Ja, na območnem združenju Rdečega križa se soočamo z stisko občanov in občank, vendar zaenkrat bi rekla, da imamo še srečo v narekovajih, kajti smo, bi rekla, in poljedelska, in kmetijska, in tak, da si zaenkrat glede samega ozimnice, samih dorov in vsega tega še ni taka kriza, ampak smo pa in se pripravljamo na to, tako da bomo stopili tudi skupaj še z ostalimi deležniki, tako z občino, tako s Centrom za socialno delo. Tudi po krajevni skupnosti se že povezujemo po krajevnih odborih Rdečega križa, da nam posredujejo oziroma so nam že posredovali tiste pereče podatke oziroma pereče posameznike, ki zares potrebujejo pomoč. Tako da smo pripravljeni in smo tudi ta pokritost na terenu nam omogoča, da naše delo potem poteka čim bolj enostavno oziroma da sproti rešujemo situacije in pa probleme, ki nastajajo našim občanom in občankam.